Pozdravljeni! Javni uslužbenec mora vedno služiti javnemu interesu in interesu organizacije, ki jo zastopa. Ravnanje nasprotno poklicni etiki javnih uslužbencev lahko pripelje do slabšega javnega zaupanja v javne institucije in javni sektor. Poglejmo si primer. Aljaž in Maks sta prijatelja. Maks dela na direktoratu ministrstva. Na kosilu se dobi z dolgoletnim prijateljem Aljažem, ki že dlje časa išče zaposlitev. Živijo, Aljaž, kaj je novega? Prijavil sem se na javni natečaj za zaposlitev na vašem ministrstvu. Na področju informatike, naročanja in vzdrževanja računalniške opreme. Dobil sem obvestilo, da sem sprejet v ožji krog kandidatov in da bom moral opraviti tudi pisni preizkus. Imaš morda kakšne informacije o preizkusu? Lahko izveš kaj o vprašanjih? Imaš morda kakšno usmeritev ali namig? Ali mu lahko dam namig in usmeritve? Kaj to pomeni za ostale kandidate? Ali bodo potem vsi v istem položaju? Kaj to pove o meni in moji integriteti? Javni uslužbenec je dolžan ravnati v skladu s pravili poklicne etike. Med drugim ne sme dovoliti, da njegov zasebni interes vpliva na njegovo opravljanje javnih nalog in ne sme izkoriščati svojega položaja za svoj zasebni interes. Prav tako mora biti pri delu nepristranski ter lojalen do delodajalca. Če bi Maks Aljažu dal informacije o pisnem preizkusu oziroma o temah, ki bodo predmet preizkusa, bi izkoristil informacije, ki jih ima zaradi svojega dela, zato, da bi naredil uslugo prijatelju. S tem bi njegov zasebni interes prevladal nad javnim. V javnem interesu je, da se zaposli najboljši kandidat. Tako pa bi Aljaž imel neopravičeno prednost pred ostalimi kandidati. Neopravičeno zato, ker si jo ni pridobil zaradi svojega znanja, izkušenj, temveč zato, ker je pridobil informacije, do katerih drugi kandidati ne morejo priti. S takšnim iskanjem obvodov do najboljšega rezultata je Aljaž tudi pokazal na nizko raven svoje integritete, hkrati pa ogrozil integriteto Maksa. Glej, išče se nekoga, ki dobro pozna področje računalniške opreme in javno naročanje le-te, torej takega, ki bi znal res dobro pripraviti specifikacije. Podatke lahko dobiš tudi v kadrovski službi na številki, ki je bila objavljena v javnem natečaju. Toda tam povedo vsem enako. Jaz želim biti korak pred drugimi. Zagotovo bo veliko prijavljenih, tako da bi mi kakšna informacija več res prišla prav. Uslugo ti bomo po priliki vrnil. Saj veš, da danes ni enostavno dobiti zaposlitev. Jaz pa imam ženo in 2 otroka. Ne vem, če ti lahko pomagam, saj s tem ogrožam svojo zaposlitev in s tem svojo družino. Lahko pa ti povem, da so govorili, da bodo vsa vprašanja v testiranju izvirala le iz mnenj direktorata, ki so objavljena na spletni strani. Več kot to ti ne smem povedati, ker lahko kdo izve, da sem ti pomagal. Maks v tem ne vidi nič spornega, saj lahko do javno objavljenih mnenj pridejo tudi drugi kandidati. Je to res pravilen razlog zavrnitve Aljaževe prošnje? Je postavil javni interes pred zasebnega? Kaj lahko pričakujemo od takih zaposlenih, ki izberejo takšne bližnjice? Kaj pa drugi kandidati? Maks je kot javni uslužbenec zanemaril nasprotje interesov s tem, da je Aljažu pomagal v izbirnem postopku in s tem ogrozil svojo integriteto. Maks je imenovan v izbirno komisijo za javni natečaj, na katerega se je prijavil tudi Aljaž. Predsednica komisije pred začetkom pregledovanja vpraša, ali ima kdo od članov komisije kakršnekoli osebne zadržke, ki bi lahko vplivali na objektivnost izbirnega postopka. Nihče se ne odzove, zato pričnejo z delom. Nato eden od članov komisije v roke vzame test in glasno prebere Aljaževo ime. Ali moram povedati, da se poznava? Gre za test z obkroževanjem pravilnih odgovorov, torej odgovorov ne morem ocenjevati subjektivno in s tem vplivati na oceno. Zaradi narave testa najino zasebno poznanstvo ne more vplivati na uspešnost Aljaža pri izpolnjevanju pisnega preizkusa. Ali bi kljub temu moral povedati, da se poznava? Ali bi moral povedati tudi, da sva govorila? Podatki, ki jih je Aljaž pridobil, pa čeprav zaradi moje usmeritve, so vsi objavljeni na spletnih straneh.
tudi drugi kandidati so jih morebiti videli. Potem bi bilo potrebno tudi pri ostalih preveriti, od kod so črpali znanje. Zakaj bi bil sedaj Aljaž na slabšem? Vsaka uradna oseba, torej javni uslužbenec in funkcionar, se je dolžna izogniti situaciji, ko bi njen zasebni interes vplival ali dajal videz, da vpliva na javni interes. To načelo imenujemo dolžno izogibanje nasprotju interesov. Maks ni bil v natečajno komisijo imenovan kot zasebnik ali Aljažev prijatelj, ampak kot javni uslužbenec. Pri svojem delu mora torej zasledovati javni interes, kar v tem primeru pomeni, da mora izbrati najboljšega kandidata. Ker je Aljaž kandidat za zaposlitev, Maks pa sodeluje v natečajnem postopku, sta možni dve situaciji. V prvi ima Maks zasebni interes, da njegov prijatelj dobi zaposlitev, v drugi pa obstaja le videz, da ima Maks tak zasebni interes, čeprav temu ni tako. Pri presojanju obstoja videza je pomembno, kako to situacijo ocenjuje razumen, povprečen opazovalec, ki razpolaga z vsemi informacijami, ki so pomembne za oceno konkretne situacije. Če se v konkretni situaciji Maks že v samem začetku ne izloči iz postopka, bo sodeloval v postopku, v katerem bo odločal o uspešnosti svojega prijatelja. Četudi bo podal povsem objektivno oceno, bo obstajal videz, da je prijatelju pomagal zaradi zasebnega in ne javnega interesa. Ali pa lahko pride do situacije, v kateri bo Maks dal prednost svojemu interesu in Aljažu dejansko pomagal. V tem primeru bo njegov zasebni interes tudi prevladal nad javnim. V obeh primerih takšnega postopka javnost ne bo sprejela kot verodostojnega, objektivnega ali zakonitega. Zaradi takšnih dejanj posledično pride do upadanja zaupanja javnosti v zaposlene in postopke, posledično pa tudi v institucijo oziroma javni sektor. V obeh primerih govorimo o nastanku nasprotja interesov, ki pa je prekršek in je zanj predpisana globa. Aljaž je v postopku dejansko izbran in prične z delom na ministrstvu. Aljaž povabi Maksa in njegovo ženo na večerjo. Na Facebooku objavite sliko s pripisom: ne več samo prijatelja, ampak sodelavca. Cvetka, znanka Maksove žene, ki je bila prav tako kandidatka za omenjeno delovno mesto, fotografijo opazi in je zgrožena. Zadevo prijavi Komisiji za preprečevanje korupcije kot zaščitena prijaviteljica. Na KPK je naloga reševanja primera suma kršitve določb o dolžnem izogibanju nasprotja interesov zaupana uslužbencu Mihi. Na seji komisije Miha povzame dosedanje ugotovitve v svojem primeru in poudari, da gre za zaščitenega prijavitelja in ne sme razkriti imena prijavitelja. Ob odhodu s seje sodelavec Tine, ki je pisarniška Čenča, povpraša Miha, za katerega prijavitelja gre, saj dejansko pozna polovico zaposlenih na omenjenem direktoratu. Po nekaj vztrajanja mu Miha zaupa, da gre za Cvetko. S tem je tudi Miha sam naredil napako. Javni uslužbenec, ki obravnava konkreten primer na podlagi prijave zaščitenega prijavitelja, ne sme njegove identitete razkriti nikomur, niti sodelavcem. Organi in organizacije javnega sektorja bi morali vzpostaviti sistem zaščite prijaviteljev, torej ukrepe, s katerimi se zavaruje identiteta prijavitelja koruptivnega ravnanja. Sistem zaščite prijavitelja omogoča, da se prepreči ugotavljanje ali razkrivanje identitete prijavitelja. S tem spodbujajo osebe, da prijavijo koruptivna dejanja pristojnemu organu brez skrbi, da bi jih doletela negativna posledica. Javni uslužbenec, ki obravnava konkreten primer na podlagi zaščitenega prijavitelja, ne sme njegove identitete razkriti nikomur, niti sodelavcem. Prav tako mora zavrniti vse poskuse ugotavljanja identitete prijavitelja. Kar je torej storil Miha, predstavlja prekršek, za katerega je predpisana globa.